Lep dobro večer sem skupaj. Hvala tudi z moje strani za udeležbo. Zunaj en tak lep pomladni večer in verjamem, da bi lahko počeli marsikaj drugega. Ste kljub temu prišli na to predstavitev. Pravijo, da danes v Sloveniji knjig ne beremo več, oziroma da se vse manj berejo, da je danes vse na internetu pa na televiziji. Zdaj, statistični podatki kažejo nekoliko drugače, da Slovenci še vedno veliko beremo v primerjavi z drugimi narodi v Evropi, se pa seveda ta dejavnost nekoliko zmanjšuje. Nekateri so tega zelo veseli, ker lažje manipulirati z ljudstvom, ki ima vredno. Še posebej je lahko manipulirati z ljudmi, ki se ne zavedajo svojih korenin in svoje identitete. Slovenci smo eni redkih narodov, ali pa verjetno edini narod v Evropi, ki ga pravzaprav en del lastne zgodovine in zgodovine ozemlja, na katerem danes živimo, ne zanima. V šoli smo se vsi učili, da mogoče je zdaj zadnje leta kaj drugače, ampak klonimo. Zdaj še vedno pišem, da smo Slovenci, ali da so naši predniki tam nekje med 5. in 6. stoletjem po Kristusu prišli iz Karpatov in se naselili tukaj. Prej nas ni bilo, potem smo pa bili. Nihče ne pove odkot, ker tudi za Karpati je zemljevid, je ozemlje, ve se, katera ljudstva so tam živela v 5. in 6. stoletju. To je tako nepopisana zgodovina. Ampak s tem, potem v naših šolskih, pa v zgodovinskih učbenikih ne piše nič. Se noben narod ni nastal tako, da danes ga ni bilo jutri, kaj je bil. Veliko razlogov je, kasneje mogoče kaj več o tem, zakaj se je v našo podzavest nekako zabilo to napačno prepričanje o naši identiteti in izvoru. Presentljivo je pač to, da tudi zdaj, ko smo že 20 let samostojni, o tem ni nekaj resne razprave, mogoče še manj kot je bilo prej. Zato, da mogoče nekoliko spodbudim to razpravo o identiteti in o lastnih koreninah in tako naprej. Mene najbolj to zanimalo kot hobi, potem sem začel malo bolj resno ukvarjati in študirati vere, ki so na razpolago. S tem motivom nastal ta roman, o katerem govori kasneje. To je leposlovje, pač, to znanstvena knjiga. Kljub temu pa želim z njim odpirati nekatera vprašanja, ki se mi zdijo pomembne. Zaradi tega razloga, ki sem ga navedel na začetku, treba se je zavedati lastne identitete, moraš vedeti, kaj si, moraš vedeti tudi, kaj hočeš biti, ker potem si suverena osebnost. Isto je tudi za skupino in za narod. Z nami, s pomočjo teh medijskih monopolov, z nami Slovenci relativno enostavno manipulirajo tudi zaradi tega, ker so ta identitetna vprašanja potisnjena v ozadje in to potem posledice, ki so lahko zelo hude, pa za katere že čutimo, da so lahko zelo hude, pa se tega takrat, ko se to nastaja, niti ne zaveda. Tudi nekatere moje druge knjige, ki so drugačnega žanra, govorijo pravzaprav o tem istem problemu, s tem, da se ukvarjajo z našo bližnjo zgodovino. Dovolite mi, da najprej omenim Belo knjigo slovenske osamosvojitve, ki strani moje avtorsko delo, je zbornik dokumentov, ki sem ga bolj pomagal urejati. Izdala ga založba Nova obzorja
sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve, ki smo to dokumentacijo zbrali. To je zbornik o tem, kaj se je v resnici dogajalo. Zbornik dokumentov, ki govori o tem, kaj se je v resnici dogajalo v času, ko je v Sloveniji nastajal ta nacionalni program za samostojno državo, za suvereno življenje Slovencev, kot samostojne nacije, in ko se je zbirala ta energija za osamosvojitev. Zdaj nekaj dni nazaj, še teden nazaj, je bila proslava o 25. obletnici prvih strankarskih volitev v Sloveniji. Včasih sem poslušal poročila na radiju popolnoma pol 4. Mislim, da so isto besedilo ponovili tudi zvečer ob 7. Ko je rekla novinarka, danes Slovenija praznuje 25. obletnico prvih demokratičnih volitev. To je malo tako, nekaj kasneje. No, tisto, kar je bistveno, nadaljevala je, to so bile volitve, kjer smo se Slovenci enotno odločili za demokracijo in samostojno Slovenijo, in kjer so ta cilj delile vse stranke, ki so nastopile na volitvah. Zdaj, večje laži pravzaprav ne bi mogli izreči. Tisti, ki se spominjamo iz osebnih izkušenj teh volitev, vemo, da pač ne, je bila to ključna razlika. To, ali si za odcepitev, oziroma za samostojno Slovenijo, ali za nadaljnje življenje v Jugoslaviji, je bila ključna razlika med Demosom in ostalimi strankami. Demos je za samostojno Slovenijo, to je bila druga ključna točka koalicije Demos na teh volitvah. Zdaj, naslednica partije, to, kar je danes SD, ZSMS liberalna stranka in socialisti, naslednica nekdanja SZDL, oni so bili proti. In ko je Demos objavil ta program, volilni program, sta Milan Kučan in Miran Potrč sklicali tiskovno konferenco, kjer sta rekla, da si ne predstavljata življenje Slovenije izven Jugoslavije, da je bila to avantura, da bi padli Osimski sporazumi, da bi prišli do naše meje, da bi v bistvu suvereno izgubili, če bi se odcepili od Jugoslavije. In na vseh predvolilnih soočanjih je bilo to ključno tema. Prvo vprašanje. V 25 letih, ko se pa praznuje ta obletnica, pa se Slovencem, kot da smo totalni idioti, dopoveduje, da smo bili vsi za, da so bili vse stranke za. In to ni bilo nobene reakcije. Zelo verjetno večino ni danes Sloveniji res tako misli. Vsi smo bili enotni, vsi smo bili za osamosvojitev, pa je ta kar padla z neba. Čez naslednjih 25 let bo že kdo govoril, kako je potem slovenska teritorijalna obramba napadla jugoslovansko armado, kako je jugoslovanska armada branila samostojnost. Čez malo še manjka, da pridemo do tega. Zdaj ta redukcija zavesti ali pa kvarjenje pristnega zgodovinskega spomina, kaj se je dejansko dogajalo v času osamosvojitve, se je dogajalo vseh teh 25 let, na začetku bolj sramežljivo, potem pa vedno bolj odkrito, do teh trditev, ki sem jih prej citiral, ki so absurdne in ki jih je nekoliko bolj blagih besedah pravzaprav ponovil tudi aktualni predsednik države zvečer v svojem govoru. Čeprav je bil on zdrav, kot predsednik podmladka takratnega SD-ja, ko se je tik pred osamosvojitvijo junija leta 1991
delegacija slovenskih komunistov oziroma prenoviteljev na Otočcu se stala z sestrskimi strankami iz Bosne in iz Hrvaške, njihovih komunistov, in so potem izdali skupni komunike, ki je bil objavljen v Delu na drugi strani. Kako je za njih osamosvojitev, čeprav je bil za nami že plebiscit, ni šlo samo še razglasitev, sprejemljiva samo pod pogojem, da takoj naslednji trenutek, ko razglasimo samostojnost, se že spet povežemo v neko novo jugoslovansko skupnost. Še potem, ko je bil že plebiscit za nami, leto po teh prvih volitvah, je bila razlika do tega vprašanja bistvena. Se je skušalo samosvojitev tudi preprečiti. Najprej z razorožitvijo slovenske teritorialne obrambe, potem pa z zaviranjem tudi glasovanjem v parlamentu zoper vse ukrepe, ki so bili potrebni za to, da se osamosvojitev, samostojna Slovenija, potem, ko se razglasi, tudi zavaruje za realno silo. Enkrat so bili tisti, ki so bili prej veliki podporniki jugoslovanske armade, niso nikoli protestirali, ko smo za to vojsko dajali tudi po $1 milijardo včasih v Beograd, ker so bili proti slehenemu izdatku za slovensko vojsko oziroma teritorialno obrambo. Enkrat so podpisovali deklaracije za demilitarizacijo. Milan Kučan, Ciril Zlovec, Dušan Plut in Matjaž Kmecel, 4 od 5 članov predsedstva, razen Ivana Omana, ki je bilo takrat vrhovni poveljnik slovenskih oboroženih sil, so v začetku leta 1991 že po plebiscitu podpisali deklaracijo, v kateri je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske. Mi smo samo plebiscit, ljudstvo je dalo ukaz politiki, da izvedijo osamosvojitev v roku 6 mesecev, vsi smo vedeli, da Beograd tega ne bo mirno gledal, da bomo napadeni, da treba krepiti obrambno moč. 4 člani vrhovnega poveljstva so podpisali deklaracijo, ki je pisalo, ne rabimo, ne potrebujemo slovenske vojske. No in še vrsta drugih, zelo dokumentiranih nasprotovanj slovenske osamosvojitvi je v tem dokumentarnem gradivu oziroma v zborniku Bela knjiga. Ta knjiga je v bistvu preprečila, da ta laž o tem, kaj se v resnici dogajalo, napreduje do te mere, da bodo stvari postale nepovratne. Če boste prebrali Belo knjigo, ali pa če boste vsaj prelistali in šli skozi imena, boste videli, da vsi, ki so neposredno nasprotovali, bodi si slovenske osamosvojitvi, bodi si ukrepom za njeno zavarovanje, so bili v državi, ki si jo niso želeli, in proti kateri so bili nagrajeni, ciljovi nagrajeni. Do zadnjega pravzaprav. Spravi nekaj, kar je zgodovina dokazala, da je bilo napačno ravnanje, je bilo nagrajeno. Postali so ambasadori države, ki so jim nasprotovali, recimo Franko Juri, Jaša Zlobec. Postali so ministri za kulturo, predsedniki parlamenta, recimo Jože Školč. Postali so ministri za obrambo, recimo Roman Jakič, ki je najbolj nasprotoval slovenski vojski. Postali so ministri za notranje zadeve, rektorji univerz, recimo Rado Bohinc, ki je bil podpredsednik Markovićeve stranke, Gibanje za Jugoslavijo, ko so se že imenovali Socialdemokratska unija, odločen nasprotnik slovenske osamosvojitve. Milan Kučan ima, rekel, edini za tisti čas neko izjemno penzijo. Čeprav je dejal, da odcepitev Slovenije nikoli ni bila njegova intimna opcija, o tem je rekel, ne morem niti razmišljati. In takrat, ko smo zbirali podpise pod Majniško deklaracijo leta 1989, je dejal, da tisti demokrati, ki zbirajo podpise pod Majniško deklaracijo, se morajo zavedati, da prihodnosti Slovenije ni izven Jugoslavije in izven socializma. Še vrsto drugih imen, neki stol
tej knjigi so izvlečki iz nastopov v parlamentu, dokumenti o razorožitvi slovenske teritorialne obrambe po občinah, tudi za Ormož, pa za sosednje občine lahko pogledate, kaj se je dogajalo v razorožitvi, ker so poročila. Skratka, je to zbornik o stvareh, ki so se dogajale, ki so dokazane, niso to kakšni spomini, vendar se 25 let potem ne govori. Ne govori, ne. Na nobeni obletnici, nobeni dokumentarcev ni o tem, kako je mašinerija za potvarjanje dejstev, za laganje je bilo tukaj na delu in je bila izjemno učinkovita. Tako da, ko je lani šla bela knjiga, kjer so dokumenti o zelo konkretnih stvareh in imenih in tako naprej, ste zasledili kako poročilo na kakšni televiziji, nacionalni radio, kakšnem časopisu. Je kdo oglasil pa rekel, da kaj ne drži, nihče. Totalna ignoranca, polemizirati se z dejstvi ne da, ker kako Kučan s svojimi vlastnimi besedami polemiziral. Torej so uporabili to moč cenzure in so zbornik zamolčali. Imeli smo po Sloveniji samo za belo knjigo, mislim, da blizu 40 predstavitev, je zelo dobro obisk. V lanskem letu, predvsem jeseni. Nobene reakcije. Zdaj, podobno usodo je doživela vojna za Slovenijo. To pa je zbornik, ki govori zgolj o času obrambe Slovenije, ko smo razglasili samostojnost in ko smo bili napadeni na teh neposrednih obrambnih pripravah. V tem zborniku so bojna poročila različnih pokrajin, pokrajinskih štabov, analize tega dogajanja, surova dokumentacija, tako kot je takrat nastajala, neke stvari so še na roke pisane. Tudi za Prlekija, recimo. Za ta del Slovenije so poročila, se kjero ime, mogoče tudi kakšno vaše. Z tega vidika je to nek dragocen zbornik, je pa seveda dragocen tudi zato, ker je zbrana avtentična dokumentacija o tem, kar se dejansko dogajalo, ker zdaj pravzaprav na vsako leto na različnih proslavah in preditvah poslušamo o tem, kako je bil na eni strani nek silen, epopejski, mitski NOB, na drugi strani pa neka 10-dnevna vojna, ker pravzaprav ni bilo nič, nekaj prask, kaj pa je to. V tej knjigi Vojna za Slovenijo so narejene nekatere primerjave, ki ta mit o tako imenovanem NOB-ju postavijo na realna tla, prav tako pa postavijo na realna tla to žjoče gledanje, češ pa se to ni bilo nič, ne bila je, se je malo zapeljala čez Slovenijo, nekaj škode je bilo, potem so pa so nas spustili ven. Resnica je takšna, da če zdaj gledamo to primerjavo, in to primerjavo pa delamo ravno zato, ker ti omalovažujoči stavki vlani prihajajo iz Zveze borcev. Če primerjajo realne številke, potem vidimo, da so enote Slovenske teritorialne obrambe in policije v tistih 7 dneh najbolj intenzivnih spopadov v bistvu razbile jugoslovansko armado na našem ozemlju. Jugoslovanska armada je imela takrat tukaj več kot 22,000 vojakov, okrog 500 tankov in oklepnih vozil. Slovenija je prav vojaško letališče z 3 eskadriljem bojnih letal v Cerkljah. V bistvu dosegel letališče iz Bihaća in iz Zagreba. Skratka, imeli so tukaj veliko vojno moč, veliko tehnike, na drugi strani Slovenska teritorialna obramba smo lahko poklicali
pred osamosvojitvijo manj kot 20,000 ljudi pod orožje, ker je bila Slovenija v veliki meri razorožena in smo samo majhen del tega orožja lahko nadomestili, pa še je bilo lahko pehotno orožje. Smo imeli nobenega tanka, nobenega težke artilerije, nobenih resnih protioklepnih ali pa protiletalskih sredstev, nobenega aviona, to torej ne zelo, rekel, v našo škodo. No, kljub temu po 7 dneh so mi zavzeli večino skladišč jugoslovanske armade, izenačili to, vsaj deloma, to razmerje v ognjeni moči. V tem času je bilo ubitih, ranjenih, predvsem po ujetih in prebeglih več kot 5,000 vojakov jugoslovanske armade, od tega več kot 500 častnikov in počastnikov, in večina enot jugoslovanske armade, ki je bila takrat v Sloveniji, je bila neoperativna, ker ko nekaj vojaška enota izgubi toliko in toliko moštva in toliko častnikov oziroma oficirjev, to je neuporabno. No, da primerjavo, ta mitske nobe, to je bila v glavnem krinka za komunistično revolucijo, v 4 letih druge svetovne vojne, zdaj, če vzamemo te pokole po kapitulacijah Italije ali Nemčije, vsi ti silni korpusi jugoslovanske armade oziroma slovenskih partizanskih enot, mislim, da so bile izgube tako Nemcev kot Italijanov manj kot 2000 vojakov v 4 letih, manj kot 2000, so pa slovenske partizanske enote v tem času pobile več kot 4000 Slovencev, plan žensk, otrok, moških, civilistov. V teh pomorih že med vojno in potem še kakšnih 15,000 samo Slovencev po vojni v tem genocidu. Vse partizanske enote v Sloveniji, če izvzamemo čas kapitulacije, ko je italijanska vojska ali pa nemška razpadla, so vsem trem okupatorjem v Sloveniji v 4 letih zaplenile manj orožja in vojaške opreme, kot ga je en sam vod Krkovičeve brigade zaplenil jugoslovanske armade v skladišču Borovnica pri Ljubljani. V eni akciji, ki je trajala pol ure, ker hvala Bogu ni bilo žrtev, en je bil ranjen, in s katero je slovenska teritorialna obramba v veliki meri podvojila svojo ognjeno moč. Jaz verjamem, da teh podatkov niste nikoli nikjer slišali. Niste zasledili nobenem učbeniku, nobenem primerjav, čeprav so to pač gola dejstva. Pač gola dejstva in tudi ta zbornik Vojna za Slovenijo v bistvu preprečil, da se ta ključen del, ta najbolj zgoščeni čas slovenske osamosvojitve, potvarja. Bela knjiga in zbornik Vojna za Slovenijo razbijata prvič ta mit, kako smo mi Slovenci glede osamosvojitve vse enotni. Nismo enotni kot narod, kar je dokazal plebiscit, ampak politika je bila pa razdeljena, tako kot je danes. Zato še vedno po neki isti ločnici, tudi danes je slovenska politika glavnem razdeljena na točki za pa proti Sloveniji, pa za pa proti narodu, če vzamemo samo ta zakon o zakonski zvezi družinskih razmerij, kjer so ukinili spolne, brez razprave po kratkem postopku. Si zamislimo posledice, ki jih to prinaša in vse to, kar je še v načrtu. Tako da ta delitev danes ni nič manj drastična, kot je bila pač takrat. Zato sta ti dve knjigi, čeprav to ni lahko branje, zelo dragoceni tudi za razumevanje pač slovenske sedanjosti. Zdaj, mogoče bi od teh ostalih knjig omenil še Premike in okope. To sta dve moji knjigi avtorski. Ena je šla prvi izdaji leta 1992, Premiki, in govori o nastajanju slovenske države.
druga okop je šlo leta 1994 in pač govori o teh prvih znakih, da tranzicija v Sloveniji ne bo uspela, v tem času, ko se je porušilo neko zasilno ravnotežje, ki je v slovenski politiki nastalo ob osamosvojitvi po zmagi Demosa z nastankom novih demokratičnih strank. V lanskem letu ste išli dopolnjeni izdaji tako okopov kot premikov, kjer so v obeh knjigah objavljeni nekateri novi dokumenti, ki osvetljujejo tisti čas, recimo leta 92 po leta 94, ko sem jaz knjige pisal, določenih dejstev nisem poznal, kot slovenska javnost jih ni poznala, stvari, ki so se že prej zgodile, so se razkrile šele kasneje. S tem zvezi je moment okope, ker je tudi to lanska izdaja okopov, druga izdaja, to verjamem, da niste zasledili nobenega pogovora o knjigi in odmevih, kot je zdaj, če recimo France Bučar napiše neko knjigo, ker pravi, ni bilo preloma, hkrati pa sam bil glavni akter proti prelomu, potem je to velik pomp in nacionalni mediji poročajo, recimo, ko so okopi šli, bila cenzura kot za belo knjigo. Zakaj? Nekateri se verjetno še spomnite leta 1994 in afere Depala vas. V Sloveniji se je v tej novejši zgodovini zgodilo veliko tako imenovanih afer. Značilno za pojav, ki mu rečemo afera, je to, da se nekaj zgodi, velik pomp, ampak ozadje pa običajno ostane skrito, nepojasnjeno. Depala vas, oziroma druga izdaja okopov, tukaj dela izjemo, ker dokumentirano pojasnjuje to afero Depala vas. In to, rekel, bolj po slučaju se je to ozadje razkrilo. V sosednji državi na Hrvaškem je namreč že takrat, sredi 90-ih let, potekal nek sodni postopek, preko katerega je Hrvaška takrat v bistvu razkrila celotno mrežo KOS-a oziroma jugoslovanske varnostne in obveščevalne službe oziroma varnostne in obveščevalne službe jugoslovanske armade. In Hrvaška je takrat v bistvu to mrežo razgradila v nič. V Sloveniji ni nikoli, vedno obstaja. No in zdaj najbolj zaslužen, da se je ta mreža na Hrvaškem sesula, je nek bivši agent jugoslovanske vojaške tajne službe, Radenko Radojčić, ki se je predal hrvaškim oblastem in pač vse povedal, ne? In tudi zelo natančno dokumentiral stvari, tudi z materialnimi dokazi. No in njegovo zaslišanje, ki je obsežno, več 100 strani, ko ga najdete na spletu, v knjigi je pač povezava do tam, obsega tudi en del, ki se nanaša na Slovenijo. Ta del je objavljen v drugi izdaji okopov, zato je to seveda taka blokada. In v tem delu pričanja, sodnega, ki je potekalo oziroma dano na Hrvaškem, ta agent jugoslovanske vojaške tajne službe Radojčić razlaga, kako je okrog Milana Kučana leta 1993 najel za to, da izdela načrt za odstranitev obrambnega ministra. Ta obrambni minister sem takrat jaz. To, kar se je dogajalo v aferi Depala vas, se je dogajalo natančno po tem načrtu. Takrat smo pač vedeli, kaj se je zgodilo in kaj se je dogajalo, nismo pa poznali celotnega ozadja, zdaj je pač to. Tem pričanju je natančno razkrito. Zakaj so najeli Radenka Radojčića? On je bil v bivši Jugoslaviji eden od, kot so rekli,
največjih strokovnjakov za specialno vojno. Tisti, ki ste mogoče služili vojsko, še vila, veste, kaj je to specialno vojno, ko se je s to besedo skozi operiralo. Ampak imate še kakšen spomin na bivšo Jugo, ta beseda veliko krat uporabljena. To je dejansko del pač neke dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo te mračne oziroma tajne službe. In gospod Radojčič je ta načrt izdelal. Zameno so mu obljubili, ker on je bil takrat, je ta scena v Srbiji razpadala, Jugoslavija razpadala, je v bistvu brez potnega lista, dokumentov, bili so mu državljanstvo, denar in tako naprej. Ko so ga uporabili, tega nekaj časa ni dobil, zato je šel na Hrvaško in pač rekel, tam je razkril to njihovo mrežo. No in zdaj ni časa, da bi šli v podrobnosti, samo če boste prebrali ta dokument, boste videli, kako so te stvari neposredno potekale in kako v Sloveniji deluje globoka država. In kako to, kar so včasih rekli, pa to imajo neke privide, pa Janša širi teorijo zarote in tako naprej. Kar se tiče afere Depala vas, ne gre za teorijo, gre za prakso in ta je zdaj dokumentirana in popolnoma razdaljena. No in zanimivo, malo potem so ti dokumenti postali javni. Je šla še ena druga knjiga, ki nisem jaz napisal, niti nisem imel nič z njo, se pa ta knjiga seveda veliko ukvarja tudi z mano. To so pa spomini profesorja dr. Zdenka Roterja, Padle maske, mogoče ste slišali za to knjigo. Zdaj, te knjigi pa Zdenko Roter, ki je bil dolgo časa šef svetovalcev Milana Kučana, dokaj odkrito iz prve roke, govori o istih stvareh. O tem, kaj so počeli v zakulisju, kako so iz Zorana Jankovića naredili kandidata za župana, pa potem kako so mu naredili stranko, kako so spravili Danila Tirka na predsedniški položaj, na katerem kmečkem turizmu so se zmenili, kako se tega odstavi, vse je popisano z imeni in priimki, tudi kako so poslali na Hrvaško delegacijo, da zbere kakšne obremenilne dokumente, ki govorili z orožjem proti meni. V leta 2000, ko sem spet obrambni minister, Kučan je bil predsednik države, sta prišlo za popolno zlorabo položaja in pristojnosti. Pravzaprav, če preberete to knjigo od gospoda Roterja, najdete v njej vsaj 10 konkretnih primerov za kazenski pregon, navad to za različnih kaznivih dejanj, to za Zanga in za ta notranji krog bivšega predsednika. Ampak nobena policija se ni zganila, nobeno tožilstvo se ni zganila. Obstaja veliko vprašanje, zakaj je nekdo to sploh napisal, Neko samo obtoževanje, ki pa je bolj napisano tako, da gre za samo hvalo. Ta knjiga je verjetno išla na podlagi prepričanja, da Slovenijo obvladujejo do takšne mere, da lahko zdaj povejo, kaj so počeli. Pa to ne bo povzročilo kakšnih posledic za njih, ampak bo to zgolj poglobilo strah ljudi, češ se ne da nič narediti, vse obvladujejo, vse vodijo. Tako da v Sloveniji je na knjižnih policah veliko zanimivih, ki se ukvarjajo s tem, kar se je zgodilo v glavnem, ampak ta razlaga v veliki meri omogoča tudi razumevanje sedanjosti. Če ne poznamo tega te ključne teme, ki je delila Slovenijo, ko je ta nastajala, v času osamosvojitve, če ne vemo, da smo nekatere stranke za osamosvojitev in druge proti, če ne vemo, da so tisti, ki so bili proti, da so bili glavno nagrajeni, da je to v bistvu postavilo na glavo vrednostni sistem
v državi. Ne. Ker neka družba lahko normalno funkcionira, če se ve, kaj je prav in kaj je narobe. Ne. Ti ne moš nikoli sprejeti toliko zakonov, da bi za vsako stvar predpisal, kaj je prav in kaj je narobe. Ne. To se mora, zaključne stvari se mora vedeti. Ne. To, kar je v 10 božjih zapovedih, ne, to je tudi nek osnovni vrednostni sistem zahodne civilizacije. To je nemogoče vse v zakon. Ne. V družbi mora obstajati ozračje, ko se ve, kaj je prav in kaj je narobe. Ne. To ozračje in takšna klima in takšno okolje nastane, tako da se pač dobro nagrajuje, ne, in slabo zavrača. Če pa ti nagrajuje slabo, ne, če doživijo promocijo ljudje, ki so bili v ključnem zgodovinskem, najbolj usodnem zgodovinskem trenutku za Slovenijo in za slovenski narod, na napačni strani, ne, potem ti sporočaš, da je prav tisto, kar je narobe in obratno. Tisti, ki so slovensko teritorialno obrambo razoroževali, danes dobivajo izjemne pokojnine, pa imajo ključne funkcije tudi v tej režimski zvezi veteranov vojne za Slovenijo na državni ravni. Poveljnik enote, ki je dosegla strateški preboj in uspeh v vojni za Slovenijo z vzetjem tega že omenjenega skladišča pri Borovnici, general Krkovič je pa v zaporu. Zaradi neke absurdne obtožbe. V takšni situaciji zdaj mi obhajamo 25. obletnico teh demokratičnih sprememb. In to je bistvo krize, v kateri smo. Ne gre za številke, ne gre za ekonomijo, gre za na glavo postavljen vrednostni sistem, ki generira anomalije potem povsod drugod. Tako da danes sem imel podan en razgovor z tujim veleposlanikom, ki mi je rekel, da je neverjetno, kako so zdaj nekatere države, ki so bile daleč za Slovenijo. Slovenija je nenadoma prihitela. Sprav celotna srednja Evropa, Češka, Slovaška, Poljska sploh, sploh imela te krize ekonomske, v veliki meri tudi Madžarska, ki so štartale pred 25 leti bistveno nižje, so danes na mnogih področjih, tudi to gre za, recimo, za standard, za kupno moč. Tik za nami ali nekaj celo pred nami in napredujejo z velikimi koraki. Mi smo pod leta 2008 izgubili skoraj 10% bruto domačega proizvoda. Leta 2008, ko so začeli z tem velikim pokom in patrijo in smo zaradi tega izgubili volitve za par tisoč glasov. Takrat smo bili na 91% evropskega povprečja. Leta 2008 je bila Italija točno na 100%, na evropskem povprečju, mi pa smo bili na 91%. Še nekaj let in bi Italijo, ki je bilo počas raste, ujeli, ampak takrat se je šlo navzdol in danes smo tam nekje malo čez 80% evropskega povprečja, s tem, da smo se zadolžili za 22 milijard evrov v tem času. Bivša Jugoslavija, ko je propadla, je bila zadolžena za okrog 20 milijard dolarjev. Mi smo danes zadolženi skupaj za 30 milijard evrov. To je velik denar. Slovenija je bolj razvita, kot je bila bivša Juga, ampak nas je 10-krat manj. Tako da na prebivalca smo danes več kot 10-krat bolj zadolženi kot pa v bivši Jugoslaviji. In so to gospodarsko rast, ki jo zdaj imamo, okrog 2,5%, to je v denarju slaba milijarda evrov. To je toliko, ko damo samo za obresti na leto za te dolgove. Pa se še vedno zaradi tega na glavo postavljenega vrednostnega sistema
zelo glasno slišijo glasovi v Sloveniji, kako, recimo, nekaj dni nazaj smo lahko slišali spet Jožeta Mencigera, ki je o tem govoril. Tako itak ni treba nič privatizirati, ker smo se že zadolžili za letos, pa se lahko še naprej čim več kreditov, briga njega mlada generacija, ker je 30% brezposelnih, ki bo mogla to vračati, ne, važno, da pač je zanga v redu. Ne. Ti ljudje v bistvu vplivajo na sprejemanje ključnih odločitev v državi in stvari gredo lahko v pol. Če zdaj zaključim, ne, tam nekaj, kjer sem začel. To se lahko dogaja samo v nekem okolju, kjer se večina niti ne zaveda, kaj je. Ne zaveda problemov, kjer se lahko resnica tako sprevrača, da stvar postane pač svoje nasprotje. In kjer se da ljudi prepričati to, da pač večina voli za neko stranko, ki je nastala 3 tedne pred volitvami. In to ne enkrat, ampak zdaj že tretjič. Zaradi tega je seveda zdaj je treba proučevati, misliti glasno glavo, edino obrambo proti takšnemu stanju je, da pač se več ljudi začne razmišljati z glasno glavo, ne pa z ekrani Pop TV-ja in nacionalne televizije. Da se da podučiti, da bere, da pač išče informacije, da se pogovarja, da se organizirajo razprave, javne tribune, ki se te stvari soočajo, kjer se pove tudi to, kar je sicer zamolčano. In seveda ne bo dosti drugače, dokler ne bo tudi vsaj nekega zasilnega medijskega ravnotežja. Slovenija potrebuje neko novo medijsko hišo, televizijo, radio, spletno stran, še kakšen tiskan medij, kjer bo možno prebrati resnico o stvareh, kjer se možno tudi braniti pred očitnimi lažmi in potvarjanji, kar danes pravzaprav ni možno. Danes pač, ko se nek center v ozadju odloči, da bo začel neko kampanjo, ni obrambe, se neka stvar, ki je lahko totalna laž, prodaja en teden ali pa 2 tedna kot resnica. In ko se izkaže, da to ni res, se potem objavi nekje kot peta vest, da je to drugače ali pa da neko sodišče nekaj razveljavlja. Pol ljudi to sploh ne sliši, in potem se stvar spet nadaljuje. Tako da tukaj situacija je slabša, kot je bila pred 25 leti. Slovenski mediji so bili na tem prehodu v formalno-demokratičen sistem bistveno bolj odprti, kot so danes. Tukaj je nujno potrebna konkurenca. Mislim, da se od tega treba čim prej lotiti. Sicer bodo šle stvari še naprej rakovo pot. Tudi če na koncu tak režim ali pa tak koncept propade, ceno plačamo vsi. Ker bo treba stvari popravljati za neke bistveno nižje točke in zaradi tega nižje pokojnine plače, več je brezposelnih in tako naprej. To ni nikomor v interesu. Zdaj mogoče toliko zdaj v tem uvodu, predlagam, da odpremo eno serijo debate, pa vprašanj, razmišljanja na to temo, potem pa, ko pride dr. Štuhec, gremo pa še na literaturo. No, vseeno, mogoče pa spodbuda za zadnjo knjigo, odkot je prišla, zakaj, ali je to res samo zaradi identitete, ki se pojavlja popačena glede Slovencev, ker po zadnjih tudi genetskih raziskavah se nekako kaže, da tisto, kar se nas učili v šolah, ni res. Ja, to drži danes ni težko dokazati, da
Slovenci nismo tam nekje med 5. in 6. stoletjem prišli za Karpatov. To je možno dokazati z rezultati genetskih raziskav, končno tudi. To je bilo možno dokazati tudi že prej, ker za to selitev takrat ni nobenih dokazov pravzaprav. To se je izmislila avstrijska oziroma nemška durenska šola, ker so v avstro-ogrski, ker je šlo za to, da pač Germanom seveda ni bilo interesu, da je bil nekdo pred njimi tukaj. Pa dejstvo, da so oni osvojili to zemlje, oni so staroselci. Zdaj, smo šli po prvi svetovni vojni v kraljevino SHS in pač kraljevino Jugoslavije. Takrat je to germansko ali pangermansko teorijo nadomestila panslovanska, takrat je bilo v interesu Beograda in pač te kohezivne teorije jugoslovanske, da se govori o tem, kako imamo nek skupen izvor tam v materi Rusiji. Potem smo bili v socialistični Jugoslaviji, ker je obstajal isti motiv. In do leta 1990 so neke logične razlage. Od leta 1990 naprej pa logičnih razlag, zakaj je v naših učbenikih še vedno neka laž glede naše identitete iz našega izvora ni več. Še posebej, ker je veliko število slovenskih intelektualcev pa velikih Slovencev, ki jih poznate pač v drugih stvareh, v zgodovini pač odkrilo, da je to pravljica, kot je zapisal dr. Henrik Tuma v Jadranskem almanahu, zborniku leta 1923. Gre za pravljico, ki še to se bi verjel, če bi soočili z relevantnimi dejstvi. Pa to kupujemo. Temu se je zoprstavil Prešeren, Plečnik, Valentin Vodnik, v večjem času, v 80-ih letih, Joško Šavli, Pater Tomovič. No, to je bolj z venetsko teorijo, ki je sicer genetika delno zanikala, delno pa pač potrdila, genetske raziskave. Šoli ste se učili, recimo sonet, ki pravi, ki govori o očetih naših slavna dela, govori o naših dedih, ki so se borili s cesarjem Augustom. Cesarjem Augustom so se borili v prvem stoletju, po Kristusu. Po tej teoriji nas takrat sploh ne bi smelo biti tukaj. Šernijo preko pesmi, pa tudi nekaterih polemik, smešil to teorijo. Valentin Vodnik je napisal, od nekdaj tukaj prebiva moj rod, če kdo ve za drugega, pove naj odkot. Jaz pa šel tiste, ki so govorili, da smo pač prišli za Karpato, odkje smo prišli se. Tam je tudi zemljevid, pa nihče ni znal povedati. Zdaj obstaja, recimo v 5. in 6. stoletje je hranjenih veliko tako imenovanih zgodovinskih dopisnih virov, rimskih, bizantinskih piscev, tem, kaj se je dogajalo in so stvari popisane. Kar neko ljudstvo se ne more preseliti, neopaženo v tistem času. Nobenih zapisov, to je rekel dr. Henrik Tuma za pravljico. Zanimivo, da je pred 160 leti ruski zgodovinar napisal knjigo o zaslovom moderni in starodavni Slovenci, Jurij Venel, ki pač razbije to teorijo nekega prihoda tam iz Karpatov. Ta knjiga je bila prevedena v slovenščino šele pred par leti. Prvič. Išla je v ruščini pred 160 leti, prvič je bila prevedena v slovenščino pred par leti. Še vrsto dele, kjer se avstrijski zgodovinari tudi, ker objektivno ukvarjajo z
zanikanjem te teorije. To nikoli ni bilo prevedeno v slovenščino. Še vedno samo mož. Recimo, vsi poznamo slavo Jodinje Kranjske od Valve Zorja. Mislim, da je 2 meseca nazaj je izšel prvi slovenski prevod 5. oziroma zadnjega zveza. Prvi pa je izšel 4 leta nazaj. Še to je naredil neka privat založba. Prej pa smo imeli samo povzetek preveden slovenščine. Drugi zvezek, recimo Valva Zorja zgodovine Kranjske, se ukvarja predvsem z tem obdobjem, ker govorim tudi o Norveškem kraljestvu, v tem času, 2 stoletij, pred Kristusom, 1. stoletje po Kristusu, in seveda Valva Zorja je poznal rimske in grške zgodovinarje, je ta čas dokaj objektivno opisan. In tudi ti zapisi v veliki meri zanikajo to karpatsko teorijo izvora Slovencev. In zato ta del ni nikoli preveden. Slovenščino je bilo prevedeno, da samo 15% zelo izbranih teh delov Slave Jodinje Kranjske. Pa to je epohalno delo. Valva Zorja zato, da ga je izdal v bistvu prodal celo svoje premoženje, sestavil svoje premoženje. In smo se od njem učili vse. Nisem vam pa nikoli povedal, da to delo sploh ne obstaja v slovenščini. Sem dobil vabilo za predstavitev prvega zvezka. Tam pisali to prvi prevod, me skoraj kap zadela. Pred nekaj leti. S kakšne idiote so nas delali ves ta čas. Tudi ta že omenjen jadranski zbornik, kjer je dr. Henrik Tuman napisal ta spis, oziroma to znanstveno študijo krajevno imenoslovje, je bil nikoli ponatisnjen. Leta 1923 je šel v Trstu, v bistvu pod fašistično vladavino, če se je to dalo tiskati kljub vsemu. V Slovenci tega nismo nikoli ponatisnili. Nikoli. Pa je neko znanstveno delo, ki je BP, brez pripomb, ukvarja se pa z imeni gora, voda, dolin v evropskem alpskem svetu in seveda dokazuje, da je vsaj v vzhodnih Alpah, Švice, Bavarske, večina originalnih imen, recimo gorskih vrhov, gorskih dolin, ima slovenskega izvora. Nesporno. To mi so pritrdili mnogi nemški, italijanski znanstveniki. Ponatis bo letos išel na štab Ljubovcev. Prvič po letu 1923 tega zbornika. Slučajno smo odkrili en zvod v antikvariatu, nekaj slabih kopije, tudi na internetu. To mi delamo z svojo dediščino in svojimi koreninami. Lažje manipulirati z nekom, ki niti ne ve kaj. Hvala za ta del. Zdaj se nam je pridružil profesor dr. Ivan Štehec, pa ga vabim, da pride na oder, da nadaljuje s to predstavitvijo knjige. Lepo zdrav, Ivan. Zdaj, kljub temu pa še samo ena spodbuda za naprej, namreč, ko je bil omenjen Jurij Venelin, tega izkoriščajo tudi sedanji naši zgodovinari, ki potvarjajo zgodovino dalje. Namreč profesor dr. Božigar Jezernik je pred kratkim imel na televiziji eno oddajo, kjer govori, da si je ta Jurij Venelin izmislil ime za Slovence, in da smo Slovenci tako nemarni, da si niti imena nismo svojega izmislili. Kljub temu, da že Trubar pa piše o tem in pa še drugi, Trubar je povedal, ljubi Slovenci,
Mi imamo tudi domačina Antona Vramca, ki je 1538. leta rojen, pa je tudi pisal o Slovenci, ampak to zdaj pravijo, da to je mišljeno bilo Hrvati. To je uradna razlaga. V takih znanstvenikih nam ni pomoči. Zdaj pa nadaljujte, prosim. Ja, jaz se moram najprej iskreno opravičiti, najprej gospodu Janši, potem pa seveda vsem vam za to nezgodo. Bil sem trdno prepričan, da je naslednji četrtek. Z gospod tajnico sva še danes govorila, ona v prepričanju, da jaz vem, da je danes in sploh ne vem, kako se mi je tako zgodilo. Moram reči, da še v življenju nisem tako za Švico, kakor potem klico danes. Pa sem bil smoker, ker bi mogel biti v Ormožu, pa sem še bil pomej v Mariboru. Glede na to, da ste... Upam, da si vozil po predpisu. Ja, sem naredil en prekršek v trenutku, ko sem zagledal, da je policijski avto stal v enem drugem avtu. To sem imel veliko sreče, tega sem pa kar se moral držati, ja, ni šlo drugače. Glede na to, da ste zdaj že marsikaj rekli in ta del, ki sem ga zdaj slišal, bil ta zgodovinski uvod, bi si jaz zdaj najprej, zato da ne bo cele zgodbe ponavljal tako, kot sva šla v Mariboru skozi, bi na začetku morda sam vstopil v ta pogovor z mojim vtisom, pa z tem, kako sem jaz tudi ta roman doživel. Najprej moram reči, da tako kot smo zdaj poslušali, je gospod Janša opozoril na vrsto zgodovinskih dejstev, ki so šla mimo nas in tudi o Noriškem kraljestvu. Slišali smo že kaj, ampak smo rekli, mislim, kaj pa je to, ne? Sploh ni bilo relevantno, zato da bi se s tem vprašanjem kakorkoli ukvarjali. Zato je zame bil ta roman tudi po tej zgodovinski plati dejansko eno odkritje. To je številka 1. Številka 2, ki jo je treba izpostaviti, roman se zelo dobro bere in tisti, ki imajo gospoda Janšo samo za politika, ne vejo tudi, da je dober pisatelj. In vsak, ki bo ta roman vzel v roke, sem prepričan, da ga bo potegnilo in da ga bo zelo hitro bral. Tretja stvar, potem, ko smo imela predstavitev v Mariboru, je tudi neka naša sodelavka, pa ne profesorca na gimnaziji, ampak zunanja sodelavka, zgodovinarka, prebrala roman, no in potem, ko ga je prebrala, sem vprašal, koliko zgodovinskih napak ste našli. Je rekla, dobene, edino tam pri 2 stvareh imam pomislek, a bi lahko že takrat recimo tudi kaj takega počeli in je med drugim, to se spomnim, omenila, da takrat, ko opisujete tisto proslavljanje na Bledu, so neke vrste programski listi bili napisani na keramične ploščice. Rekla, to se mi zdi, da morda še takrat skoraj ne bi moglo biti, glede na to, da je pismenost bila z njenega stališča problematična. Torej, kaj hočem s tem povedati? Da je ne samo roman, ki se bere, ampak tu je tudi zgodovina, zoper katero, torej nek zgodovinar, ki se kar nekaj spozna na stroko, ni imel dobene pripombe. In naslednja stvar, zdaj si vi predstavljate, kaj vse leti na gospodu Janšo, koliko takih drugačnih laži, polresnic, obrekovanj, vse, kar si izmislite, je na tem svetu v Sloveniji gospod Janez Janša kriv. Ob tem romanu mu pa nišče ni upal nič povedati zoper ta roman. Vsi, ki so kaj napisali, se jih ni veliko, koliko vem, do sedaj sta bila 2, vsi ostali so seveda tiho. Vsi, ki so kaj napisali, so tudi z stisnjenimi zobmi morali pohvaliti roman. Tako da tudi to govori nekaj o prid temu, da gre za zelo kvalitetno in zanimivo literarno delo. Toliko v uvodu, tudi z moje strani, da lažje vstopim potem tudi v sam razgovor. Zdaj bi vseeno vprašal, koliko še si bomo vzela časa za to, da ne bomo predolgi. Pol ure? Redo. Mogoče
del tega za kako vprašanje sem prej obljubil, ampak potem ste vi prišli. Ja. Torej, najbrž ste že pojasnili, kako ste prišli do te ideje, ker ste ta zgodovinski uvod razlagal in tisto, kar je nekako moje prvo vprašanje in fascinantno, je to, kako ste se uspel in s kakimi študijami vživeti v neko obdobje, ki je tako daleč proč od nas in o katerem je tako malo zgodovinskih virov. Koliko časa ste porabil za to, da ste te stvari študiral, da ste o teh stvarih razmišljal in končno najbrž niste romana napisal v tistih mesecih v zaporu? Ja, večino vsega, ja. Večino ste napisal. S tem, da pač to ni glavni del, niti časa, niti energije, ki je treba vložiti v to, da takšna knjiga nastane. Glavni del, 20% časa moraš vložiti v študij. V študij tega časa, če hočeš. Jaz sem skušal biti verodostojen v tem smislu, da kljub temu, da je to roman, je fikcija in tako naprej, da uporabim zgodovinski okvir na ta način, da je v njem vse tisto, kar je o tistem času znano. Seveda, večina Slovencev ima neko tako predstavo, na podlagi tega, kar smo se učili v zgodovini, da tudi deloma iz literature. Recimo, večina je prebrala Finžgarjev roman Pod sobolnim soncem, da so bili naši predniki in to 1000 let kasneje, celo 800 let kasneje, kot je ta čas, ki ga zdaj opisujem, tako na pol divjaki, uvlečeni v kože in nepismeni, seveda, in za njih so bili, recimo, Finžgar opisuje Ilgodinti, rimski vojaki, nek vzor neke civilizacije pravzaprav. Potem še isto po Bizanci, se je učil vseh teh reči in tako naprej. Tako da tudi, ko imam pogovore o tej knjigi, veliko ljudi postavlja vprašanja na podlagi vedenja, recimo iz Finžgarjeve knjige Pod sobolnim soncem. Šla tista knjiga v bistvu reklama za to karpatsko teorijo. Finžgar je napisal ta roman